Dan. Dober dan, živijo. Mira so prišla, da bi izvedela, kaj je to islam. A res, kaj pa veste kaj? V bistvu so bili zato prišla, ker ne vem. Verujemo v enega Boga, se pravi, islam je monoteistična religija. Verjamemo, da Bog obstaja, da se ni rodil, da je odvedno in zavedno. Verjamemo, da vse vidi, da vse sliši in vedno moramo to imeti na umu, kajti če to imamo, potem smo boljši ljudje. Zakaj smo se pa v bistvu mogli sezuti, pa če so tukaj še kakšna druga pravila? Kot vidite, imamo na tleh preproge in preproge so pač zato, ker je molitev muslimanov specifična, se pravi, je sestavljena iz različnih pregibov in se pravi, kar podrazumeva, da prostor, v katerem pač opravljamo molitev, mora biti čist, mora biti urejen. Kako pa v bistvu poteka ta molitev? Molitev muslimanov je sestavljena iz različnih pregibov in vam tudi lahko pokažem, pa vam tudi vabim, da pridete sem, bomo lahko tudi skupaj pogledali, kako to izgleda. V bistvu, če si predstavljamo, da stoji imam pred nami, ki predvaja molitev, mi stojimo za njim, najprej stojijo fantje, potem za fanti stojijo punce. In molitev je sestavljena iz odlomkov iz Korana, ki so pa v arabščini. In te pač izgovarjamo tiho v sebi. Potem, ko se ta en določen odlomek zaključi oziroma molitev, gremo takole dol, se trenutek zadržimo, seveda cel čas izgovarjamo določene odlomke, gremo nazaj gor in se spustimo na tla in se z čelom dotaknemo tal. In gremo dol, takole, potem pa spustimo roke in gremo hop. Seveda spet izgovarjamo, se vrnemo nazaj, se usedemo na kolena in še enkrat gremo dol, in se vrnemo nazaj. In to je zdaj en sklop. Je pa na primer super, da ko moliš, jaz tako svojim učencem pri verouku znam velikokrat povedati, da si napolniš duhovne baterije. A tukaj mogoče poteka kakšen verouk? Ja, seveda, tudi v islamski skupnosti poteka verouk in sicer od 1. razreda osnovne šole naprej. Jaz osebno imam skupino, v kateri so otroci 1. in 2. razreda osnovne šole in potem uporabljamo tak učbenik. Prej, ko smo se pogovarjali o molitvi, naprimer vam lahko tudi slikovno pokažem, kako to izgleda. Imamo za fantka, pa za punčko, kako izgledajo pregibi. Kaj pa imamo še ostalo tukaj na mizi? Muslimani poleg tega, da verujejo v Boga, Allaha, in sicer tudi v 6 temeljnih resnic, prakticirajo tudi 5 praktičnih dolžnosti. In sicer tudi to, da verjamemo v enega Boga in to izrekamo, potem, da opravljamo 5 dnevnih molitev, da smo dobrodelni, da se postimo. Pri muslimanih pa pomeni post to, da ne jemo in ne pijemo od jutra do večera. Se pravi, to je ena od praktičnih dolžnosti in ena je tudi ta, da vernik enkrat v življenju, vkolikor lahko, da obišče romarsko središče, ki pa je v Meki in tam se pa nahaja ta črna kocka, ki ji mi rečemo Kjaba. Kjaba je pa simbol monoteizma in je tudi božja hiša in romarji, ki so oblečeni taka bela oblačila, krožijo okoli nje, najmanj 7-krat. Pa vi ste že bili v Meki? Ja, jaz sem pa že bila in sicer že 2-krat. Zakaj nosite te rute pa posebna oblačila? Da zakrijemo vse, razen obraza, razen rok do zapesti in nog do gležnja. Lahko eno probam, ker so seveda, to klepe. katera ti je pa všeč? Tale mi je še najlepša. Tale ti je modra. Ok, tale ni šal, ampak je prav pač kvadratasta ruta. Tako da jo moramo najprej prepogant takole, a vidiš na trikotnik. Potem to takole izgleda, da si daš rutico gor. No, potem pa lahko takole, kad so ti všeč teli biserčki, pa damo lahko čez eno ramo in drugo in potem se takole prikažejo. Evo, pa si prav luštna. Jušta je lepa? Je. Je, seveda.